Lepo pozdravljeni, spet je tu odmev tedna. Ta teden pa imamo kaj komentirati. Naš komentator je dr. Sebastijan Jeretič, politični analitik. Gospod Jeretič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Seveda midva ne moreva brez glavnega svetovnega dogodka, to je zmaga Donalda Trumpa v Združenih državah Amerike. Seveda spet naša Slovenka Melania Trump skupaj z njim na tej zelo lepi fotografiji. Povejte nam eno vprašanje. Zdaj, ko smo gledali te reakcije po medijih, so imeli vsi zelo kisle obraze, ne. To najbolj smešno je bilo to CNN, drugi mediji, konec koncev tudi slovenski. Kako to, da so se te javnomnenjske raziskave in napovedi spet tako uštele, ne? Ves čas so govorili tesen izid, na koncu tako močno zmagal. Ker jaz mislim, da to niso bile napovedi, ampak enostavno del politične kampanje. Tisti mediji, ki so včasih odigrali bistveno vlogo pri razvoju moderne demokracije, so zadnjih 20 let popolnoma seveda opustili odgovornost, ki jo imajo v moderni družbi, ne. Mediji so ne samo informirali, so vzgajali javno mnenje. Danes so ali padli na nivo banalizacije ali pa postali sestavni del političnega boja, ne. In tudi CNN je v sklopu z celotno mašinerijo, ne samo v tem finišu kampanje, ampak praktično že celo desetletje deluje z namenom sesutja ne samo Trumpa, ampak celotne, lahko rečemo, politične filozofije, ki stoji za temi novimi silami, ki dobivajo potem nalepke, populisti, fašisti in tako dalje. Skratka, gre za delovanje neke medijske mašinerije, ki mislim, da je v funkciji zelo dobro organizirane politike globalizma. In jaz mislim, da je to bistvena nova ločnica. Pred desetletji smo lahko politiko ločili na socialiste, konzervativce in tako naprej. Danes ta delitev ni več toliko relevantna, ker vidimo, da se hitro zližejo skupaj, recimo v Evropskem parlamentu ali pa v vsaki drugi državi, čim zavlada panika, da bo na volitvah zmagal nekdo iz popolnoma drugega dela političnega prostora, ne. Imamo pa ta bistven spopad med globalisti in suverenisti. In to, kar se je zgodilo v Ameriki, je prelomni moment. Donald Trump je dosegel prvo izjemno zmago suverenistov, bile so že številne manjše, seveda, ta pa zna biti zgodovinska, ker je prelomila dejansko ključno današnjo tekmo, ne. Kaj mislim s tem, ko pravim globalisti proti suverenistom? Na eni strani imamo enostavno pogled na svet, ki želi razbiti vse tradicionalne vzorce identitete. Družina, nacija, religija, to je vse tarča. Spol. To je pa naslednji korak, to je vse tarča sesuvanja strani torej globalistov, ki bi želeli najprej se razbiti skupnost na individuume, torej čisti individualizem, potem se gre pa še drobiti celo individua, se gre v, bom rekel, sestavne kocke individua. Spol je postal tarča političnega boja, ne. In tukaj je cilj popolno razbitje, popolni individualizem, singularnost in tako dalje in enostavno mešanje v neko moderni golaž, da tako rečem, posameznikov. Na drugi strani so pa politične sile, ki pa v teh mehanizmih, ki so na udaru, vidijo neka orodja duševne stabilnosti, vidijo v tradiciji dejansko miselno orodje za pogled nekako na svet. In ti suverenisti so do sedaj imeli zelo težko delo v celotnem svetu, po Trumpovi zmagi pa mislim, da bo zavel nek drugačen duh tudi v Evropi in da bo v naslednjih bitkah in prva resna, ki jo bomo videli, bodo recimo že nemške volitve, se znajo pokazati neki premiki, ne. Mi smo lahko videli, da so globalisti recimo zmagali v drugem krogu francoskih volitev, zato ker so se postavili skupaj proti novi sili Le Penove. Absolutno so zmagali na volitvah na Poljskem z Tuskom, ki je sicer pol moral hitro, bom rekel, opustiti vse predvolilne obljube, ker je Poljska kljub vsemu kot skupnost se odločila za ohranitev neke tradicije, recimo, ne. Ampak vsekakor mislim, da so to
da je to zdaj bistven politični boj dveh pogledov na svet in da bomo posledice Trumpove zmage ugotavljali v vsaki naslednji volilni tekmi. No, seveda smo spremljali zdaj seveda tudi to nerodnost slovenskih vodilnih politikov, ne, pri teh čestitkah. Zdaj predsednik vlade Golob, ko je bil v Ameriki 10 dni pred volitvami, je šel se kazati in slikati z Joe Bidenom, ki tako ne more biti, ni niti kandidiral. Potem je javno v oddajah govoril, da on pa res podpira, tako kot ves demokratični svet, demokracijo, ki jo bo prinesla ženska, če bo izvoljena. No in zdaj seveda je pa čestital, ne, in se veseli sodelovanja, ne. Pravzaprav je imel tudi možnost, da bi takrat, ko je bil v Ameriki, če bi šel še v New York, se srečal tudi s Trumpom, ne. Mislim, pa kaj delajo te naši politiki, da ga takole lomijo v bistvu, no. To je vsekakor pomanjkanje političnih izkušenj za začetek, predvsem pa tudi dejansko ta zaslepljenost medijske propagande, ne. Jaz mislim, da je celo res večina ljudi na položaje, ki bi morali imeti nek drugačen vpogled v ameriško realnost, da je večina teh verjela, da bo ena Taylor Swift premagala trenutno stanje na ekonomsko-socialnem in moralnem področju v Ameriki. Torej, da bodo ti zvezdniki, ki so v funkciji globalizma, uspeli še enkrat premagati realno stanje. Realno stanje pa je, da stara politika enostavno ni več sposobna zagotavljati nek ritem zahodnega sveta, torej nek razvojni, tehnološki, ekonomski, socialni vidik, ampak se zaradi poraza na tem polju zateka k moraliziranju in k zelo agresivni negativni kampanji z lepljenjem etiket o fašizmu, nacizmu in podobno. Ja, on je bil zadnji teden ga je Kamala Harris in celotna demokratska mašinerija primerjala z Hitlerjem, kar je seveda, dajmo reči, izjemno nevarno še z enega drugega vidika. Ko danes ljudje, in sem se že pogovarjal s kakimi mladimi, ki so si postavili to vprašanje, ko danes ljudje vidijo, kako dejansko blesava je ta propaganda in to lepljenje etiket do Trumpa, do Orbana, do Melonijeve in tako naprej, se potem vprašajo, ampak ali potem sploh držijo zgodovinske knjige, ali je bil Hitler res takšen, kot nam ga prikazujejo, ali je bil tudi on žrtev take propagande. In to pa je nevarno, ker to pa omogoča potem oživljanje neonacizma in celotne tiste ikonografije, agresivnosti in ideologije, ne. Torej, če bo v Evropi prišlo potem do dejanskega vzpona neonacizma, bo to rezultat blesave skrajno leve politike, ne, ki dejansko rahlja zaupanje v neko zgodovinsko interpretacijo, zaradi tega, ker prehitro in zgrešeno lepi nalepke, ki bi morali biti zelo pomembne in odgovorno uporabljene. No, predsednica Nataša Pirc Musar je tudi seveda čestitala in je omenila, da Slovenija je pripravljena sodelovati z vami. Mislim, mogoče pa Trump ni, ne vemo. Zdaj, ker takole je rekla, samo skupaj lahko zgradimo bolj demokratičen, varnejši in bolj zelen svet. Zdaj vprašanje, a Trump bo gradil ta zelen svet? Jaz nimam tega občutka, da je on zelo zelen. Torej, po eni strani so to seveda vljudnostne fraze, je pa tako, ne, predsednica države je zagotovo, bom rekel, še najboljša šansa slovenske oblasti za dobre odnose z Trumpovim kabinetom, ker je bila tudi zastopnica očeta prve dame in tako naprej, ne. Vsi ti stavki pa so seveda bolj neke običajne fraze, ki se uporabljajo. Jaz mislim, da bo ključno ugotoviti, ali bo Slovenija sploh relevantna najprej za Trumpovo administracijo in drugič, na kakšen način bi lahko Slovenija karkoli prispevala v mednarodnem okolju. Slovenija lahko neko vlogo odigra, mislim pa, da bomo za kaj resnejšega enostavno morali počakati naslednje volitve in naslednjo ekipo, ker od te, ki nam trenutno vlada, si, bom rekel, kaj velikega ni za pričakovati, no, v tem letu in pol, ki nas še čaka do volitev. Naslednja ekipa, ne, če gledamo Anžeta Logarja, tudi on je v intervjuju z nikogaršnjim hlapcem Marcelom Štefančičem dejal, da on tudi podpira Kamalo. To se pravi,
No, jaz mislim, smo si naredili škodo. Jaz mislim, da zna naslednja ekipa biti precej drugačna, kar se tiče vodenja Slovenije. No, vsaj upam, da bo prišlo do nekega preobrata v primerjavi z trenutnim stanjem in trenutnimi kapacitetami. Ne. Gospod Logar je tukaj dejansko se tudi postavil torej v tabor globalistov, ker se mi zdi malo čudno pozicioniranje zanj tudi strateškega vidika glede prihodnjih slovenskih volitev. Ampak to je nepotrebno. Trenutno ne vidim, kam pelje ta njegova strategija in kaj pričakuje z vsemi temi potezami. No. Ampak on je bil zunanji minister. Ne? Jaz menim, da ti zunanji ministri imajo vendarle neko izobraževanje, diplomatsko izobraževanje, o diplomatskem izražanju, kako lahko tako zdrsnejo. Ne? Recimo, če vprašaš nekoga, si mogoče lahko nevtralen, pa rečeš, sodelovali bomo za vsakim zanimanjem, čakamo rezultate. Mislim, da zato, ker gre za pozicioniranje. Še enkrat, temeljna tekma bo, 2 tabora. Ne, zdaj bo pozicioniranje vidno tudi v slovenski desnici, zato ker tudi del desnice tradicionalne se je pridružil globalističnemu taboru in glavna nosilka tega je Ursula von der Leyen, torej vrh Evropske ljudske stranke je na nekaj glasovanjih že pokazal, da je večji strah pred novo politiko, ki bi dajmo reči, se borila za ohranjanje določene tradicije evropskega načina življenja in se postavila na stran drugega tabora, kjer vodi ne samo agendo sesuvanja torej tradicionalnih vzorcev, tudi zeleno agendo, tudi agendo vojne in tako naprej. Skratka, bom rekel, gre za vprašanje pozicioniranja za naslednja leta, ki bo preseglo stare delitve levo-desno in vzpostavilo popolnoma nove. In tudi v tej luči vidim ravno in potezo gospoda Logarja in seveda tudi potezo glavnega stebra trenutne slovenske levice, ljubljanskega župana Jankovića, ki se je tudi opredelil in celo napovedal, da bo Amerika dobila predsednico, oziroma rekel je, dobili bomo predsednico. Torej tabor enega dela pogleda na svet. Ne. Doktor Jeretič, ko omenjate zdaj vojno, seveda je veliko vprašanje, kaj zdaj to pomeni za vojno v Ukrajini, pa tudi recimo v Gazi. Torej, zdaj mislim, da je te dni New York Times že objavil nek predlog, da naj bi mogoče, oziroma bil je Wall Street Journal, se opravičujem, da bi mogoče Kijev vsaj za 20 let zamrznil pristop k NATO, pa bi potem mogoče se lahko pogovarjali o tem. Kaj vi mislite, kaj bo zdaj? No, vsekakor mislim, da bo tu velik preobrat, kar se tiče predvsem vprašanja Ukrajine, ker tudi nemški predsednik vlade, sicer v padanju, gospod Scholz je pred dnevi izpostavil ravno to, da Nemčija ni več za to, brez da je pozabil seveda reči več, pač ni za to, da bi Ukrajina vstopila v NATO, ampak predlaga status podoben Finski, torej neko nevtralnost. Torej temeljni razlog, ki je začel neko eskalacijo. Jaz mislim, da je bilo tukaj ogromno strateških napak. Mi se moramo enostavno sprijazniti, da imamo takega soseda, kot ga imamo, in mi Rusije seveda ne moremo razumeti in napovedovati njena delovanja skozi evropske oči. Rusija ni del našega mentalnega sveta. Rusija je evrazijski imperij. Napoleon si je polomil zobe na poti v Rusijo, Hitler si je polomil zobe. Zakaj? Zato, ker je Rusija vedno imela neko tampon cono. In seveda, kdorkoli je pričakoval, da bo NATO prišel na korak do Moskve, ne da bi reagirala Rusija, ker še enkrat, Rusija ni del našega mentalnega sveta in kdorkoli je pričakoval, da se bo to nadaljevalo samo z pogovori, grožnjami, seveda nima blage veze o antropologiji, če ne kaj drugega. Tako da je bila pričakovan ta konflikt in Evropa enostavno je šla v ta konflikt, ne da bi ga vzela zelo resno. Če bi Evropa želela res sprejeti Ukrajino oziroma razširiti svoje meje do Rusije, potem bi morala z Ukrajino že pred tem doseči nekaj oziroma jo zagotovo zaščititi. Hočem reči, da bi morali iti potem v totalno vojno. In seveda Evropa ni pripravljena na totalno vojno z Rusijo. To, kar se je zdaj zgodilo, bo pa seveda terjalo, da nekaj ljudi pač požre
svoje besede, svoje določene poglede, če gledamo realistično. Mislim pa, da je rešitev mogoče v tem, kar izpostavlja državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Volk, ki je zelo dobro povedal, kako se torej zaustaviti vojno v trenutni situaciji, ne da se prizna trenutno stanje na terenu, ampak da se to stanje zamrzne, torej da se ga začasno prizna kot dejstvo, zato da se potem nadaljujejo pogovori o končni rešitvi za diplomatsko mizo. To je razlika od tega, da se enostavno sprejme trenutno stanje kot dano in kot dokončno. In mislim, da bo ravno v iskanju tu nekega umestnega koraka prišlo do neke rešitve v prihodnjem letu. In enostavno bo Evropa morala temeljito razmisliti, kaj vse je šlo narobe v tem zadnjem desetletju v odnosu nasploh do Azije, v odnosu do Rusije, Irana, Kitajske in tako naprej. In mislim, da bo velika sprememba zdaj tudi v odnosih med Evropo in Ameriko že v tem, da ko vladajo demokrati, vladajo z zelo agresivno vojno politiko v odnosu do celotnega sveta. In Evropa je malo nespametno v nekaterih korakih temu sledila. Trump mislim, da bo vzpostavil popolnoma drugačno politiko in zdaj bo pa nekaj zavide. Zdaj bomo imeli Ameriko, ki jo vodi suverenistična politika in Evropo, ki jo vodi globalistična politika, vsaj Evropsko unijo. In mislim, da bo tukaj prihajalo do velikih trenj, najprej interesnih, realnih, ki se bodo potem seveda prikazovali skozi ideološki, vrednostni, moralni jezik, ki smo ga videli v številnih kampanjah, tudi v tej zadnji ameriški, in to moraliziranje skrajne levice je enostavno tokrat izgubilo in Trump je premagal eno veliko ideološko mašinerijo celotnega sveta, ki se je postavila proti njemu. No, ta teden smo bili priča tudi ženski zunanji politiki, da tako rečem. Zdaj, Marta Kos je sprejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, bila je zaslišana, dobila je kar 59 glasov, potrebovala jih je 51, med njimi so jo podprli tudi Evropska ljudska stranka, socialisti, demokrati, zeleni, skrajno desne skupine. Ali vas je to kakorkoli presenetilo? Najprej ni me presenetil odličen nastop. Najprej treba to izpostaviti. To je bil eden najboljših nastopov slovenskih predstavnikov na mednarodnem parketu. In vidi se, da je gospa Kos dejansko profesionalka z področja komuniciranja. No, to uči. In ne samo z tega taktičnega vidika, s potezami, ki jih je recimo uporabila. Začela je zgodbo, kako je v času osamosvajanja kot mlada Slovenka zrela z upanjem v evropsko perspektivo svoje države in da je treba ta duh obuditi. Skratka, vzpostavlja nek stik. Potem uporabljala zelo, bom rekel, te prazne označevalce, kot se reče, demokracija in podobne besede, ker se vsak prepozna noter z neko svojo, seveda, interpretacijo. To je ena zadeva, ampak tudi vsebinsko je pokazala, da je bila odlično pripravljena. Torej, pri številnih vprašanjih se je zelo gladko, dajmo reči, zelo splošno, veliko govorila, pa malo povedala, kar je spet strateško. Na določenih se je pa zelo jasno pozicionirala in pokazala zelo dobro poznavanje. Torej, od konkretnih, recimo, vprašanj držav, ne vem, od Gruzije do drugih, pa se bom še vrnil ravno k njenemu odnosu do Gruzije, do, recimo, čisto proceduralnih, kako v procesu približevanja, kdaj uporabiti kvalificirano večino, kdaj pravico veta in tako naprej. Skratka, zagotovo izjemen nastop. To, kar je bilo mogoče zanimivo zame čisto iz politološkega vidika, pa je bilo, kako v tem, dajmo reči, v teh redkih opredelitvah njenih ugotoviti, v kateri tabor pa dejansko sodi gospa Kos. In tukaj se bom vrnil na tisto, s čimer sem začel danes, z odnosom med globalisti in suverenisti. Gospa Kos se je zelo jasno pozicionirala kot
del globalističnega omrežja. In sicer najbolj eklatantno ravno v odnosu do Gruzije, ki sem izpostavil. Torej, kaj je njena pozicija? Prva pozicija je brezpogojna podpora nevladnim organizacijam. Ne? Ampak kaj zdaj to pomeni dejansko? Nevladne organizacije so danes politični aparati. In v številnih teh državah so to aparati, ki imajo nalogo ne samo rušenja konkretne oblasti, konkretnega režima v tej državi, ampak rušenje kulturne tradicije te države. To so orodja globalizma, ki sesuva lokalno kulturno identiteto. In zelo jasno se je postavilo, da države ne smejo nevladnih organizacij tretirati kot neko delovanje tujih sil, čeprav dejansko gre točno za to v številnih primerih. Najbolj eklatantno pa se je postavila v tabor globalistov zaradi, nasprotovanja tradicionalni družini. Torej, izpostavila je, da bo Gruzija za vrnitev na evropsko pot morala spremeniti svoj zakon, ki regulira vprašanje družine, pri čemer je treba pa nekaj poudariti, ne? Od vseh držav našega dela sveta je Gruzija edina, ki je v zadnjem desetletju uspel demografski preobrat. Torej, Madžarska je uspela zaustaviti nekako demografski propad, ni pa še obrnila trenda. Gruziji je pa uspel neverjeten preobrat in, dajmo reči, edina res pozitivna demografska politika, in tega ni dosegla z ekonomsko-socialnimi ukrepi, z starševskimi dodatki in tako dalje, ampak ravno z kulturnimi. S tem, da je postavila to kot izjemno vrednoto, s tem, da denimo patriarh njihove cerkve osebno krsti čisto vsakega otroka, ki je tretji v družini. Ne? Torej z kulturo demografskega preobrata. In to je tista tarča, ki si jo je recimo gospa Kos kot del globalističnega miljeja izbrala za pogoj za vrnitev Gruzije recimo na evropsko pot. Ne? Tako da vsekakor bo zanimivo spremljati ne samo interesne, finančno interesne teme, ampak tudi te, ki so dejansko kulturno politične in označujejo eno od polj boja globalistov in suverenistov. No, tudi kar se Ukrajine tiče, je spretno še govorila ukrajinsko, zdaj je ona na strani Ukrajine, ne? Očitno se res bliža mir, pa bo treba obnavljati Ukrajino, pa mogoče bo kdo lobiral. To je bilo tudi strateško zelo pomembno za njo, zaradi tega, ker eden od očitkov oziroma pomislekov je bil ravno ta, da je ona preveč prorusko usmerjena. In tudi zaradi tega je, mislim, da zelo strateško kompenzirala in preokvirila to vprašanje z zelo jasnim pozicioniranjem glede Ukrajine. Ne? Pa še take druge dejansko taktične poteze so bile pomembne. Že to, da je recimo prehitela določena vprašanja s tem, da so njeni kolegi. Tako da je recimo vprašanje Udbe na prijateljski način izpostavil dejansko lider njene politične grupacije v Evropskem parlamentu in je s tem dobila priložnost, da je na prijazen način in zelo dobro odgovorila, torej strateško zelo uspešno odgovorila na to, in da potem, ko je prišlo pa to vprašanje iz tistega tabora, ki to resno problematizira, je to bilo že kot prežvečeno, tako, in je dejansko zelo spretno odpeljala to. Ampak veste kaj, vedno me čudi, ne, recimo kot novinarka se veliko ukvarjam z vprašanji, ki jih komu postavim, način, kako jih postavim, tako naprej, kdaj kaj vprašam. Vendarle je pa tu meni eno vprašanje manjkalo, pa me res zanima, zakaj je to nihče ni vprašal. Kajti, če bi njo nekdo vprašal, kdo je kriv, po njenem mnenju, za vojno v Ukrajini, bi dobili pravi odgovor. Zakaj je to nihče ni vprašal? Zanimivo, resno. Jaz ne vem, če bi dobili pravega, mogoče bi dobili tam ravno, videli bi, kako bi se probala izmuzniti. To pa je, mislim, da zelo pomembno vprašanje. In je res
zadeva, ki bi jo bilo dobro v prihodnje kdaj odpreti pri vseh teh akterjih. Čeprav pa mislim, da zdaj ne bo več takega interesa. Ne? Jaz mislim, da ste pravilno izpostavili, da očitno se bliža preobrat v evropskem odnosu do Ukrajine in izjemna želja, da se konflikt v tem trenutku zamrzne. Razrešil se ne bo. Zamrznitev bi pa omogočila torej nek drugačen pristop, če ne drugega, bi umaknila, to vprašanje globalne vojne mogoče z agende in omogočila, da se drugi del skupnosti začne spet ukvarjati z gospodarskim vprašanjem, zato ker je Evropa dejansko pred industrijskim zlomom. To, kar se dogaja v Evropi, je kopičenje vrste velikih izzivov, ki jih pa danes ta razklana politika v vrhu Evropske unije enostavno ne more razrešiti. Ampak zelene agende, tako imenovane, se pa ni pretirano dotaknila. Praktično ne vem, če se sploh kaj opredeljevala do teh zelenih. Mislim, da je to spet spretno, seveda. Spretno, tega ni izpostavila. Izpostavljala je bolj tudi kot pogoj v samem procesu širitve zelo splošno. Govorila o vrednotah, vrednoti demokracije, vrednoti enakovrednosti in tako naprej. Skratka, to so izjemno močna retorična orodja, ker gre za tako imenovane prazne označevalce. To je beseda, katere vsebina je stvar vsakega od nas. Torej, vsak ima svojo interpretacijo v svojem predalčku, kaj pomeni demokracija, enakovrednost. In ko nekdo uporablja tako spretno te besede, se seveda vsak poslušalec lahko v tem znajde. In gre spet za zelo dobro taktiko komuniciranja. Kaj zdaj mi lahko, če sploh kaj, pričakujemo od Marte Kos? Ona pravzaprav živi v Švici. Zdaj, a je ona sploh naša? Jaz mislim tako, da lahko pričakujemo vsekakor nekoga, ki bo imel vidno vlogo v Evropski komisiji, ravno zaradi komunikacijskih spretnosti. Vprašanje je, kakšna bo dejanska moč, ker to je vedno stvar nekih, kompromisov in politika je ekipno delo. Vsekakor pa mislim, da bo imela neko vidno pozicijo, verjetno mogoče celo najbolj vidno od vseh slovenskih predstavnikov do sedaj, in to bo spet vsaj neka prepoznavnost, torej, če ne drugega. Bomo kaj zaslužili? To je pa naslednje vprašanje. Jaz mislim, da bo precej slovenskih interesov tokrat skušalo malo pametneje to izkoristiti. Tako da jaz mislim, da bo tudi korist prišla zaradi tega, ker že dovolj dolgo govorimo, da Slovenija nikoli ne zna izkoristiti svojih ljudi, in mislim, da se bo tokrat tudi gospodarska diplomacija malo drugače postavila, tako kot na številnih drugih področjih prihaja končno do nekih korakov, tudi usmeritve, recimo kar se tiče odnosa do BRICS držav in podobno, prihaja do nekih počasnih premikov, in upam, da bo tudi ta vidik nekako dosegel mal nek pospešek v prihodnjih letih. No, ampak zdaj seveda, ko omenjate to zunanjo politiko, tu se zdi, da smo malce brez kompasa. Zdaj, zunanja ministrica je odprla veleposlaništvo v Etiopiji, zakaj točno ne vemo. Potem predsednica države Nataša Pirc Musar se je sprehajala po eni res lepi, veliki mošeji v Združenih arabskih emiratih. Ampak to so zdaj ženska zunanja politika, ki bi konec koncev človek pričakoval, da se bo podala v kakšne države, kjer ženske potrebujejo pomoč, mogoče bi kaj v Afganistanu lahko premaknili, kar se žensk tiče. V Iranu smo zdaj spet imeli en dogodek neke študentke, ki se je slekla, pa ne vemo, kje je zdaj. Zdaj pa tukaj pa tako nekako ustrežljivo, kaj ne rečem, ne vidimo zdaj tega ženskega momenta, feminističnega konec koncev, v celi tej zgodbi. Kam sploh gre naša zunanja politika? Feministični moment je seveda bolj stvar za promocijo, za govoriti o tem. Rešitev dejansko problemov v Iranu, Afganistanu bi bil pa malo preveč zapleten izziv, mislim, da za to ekipo. Tako da to, kar se dogaja, je dejansko nadaljevanje. Se pravim,
prihaja do korakov, ki se dolga leta že pripravljajo. Ne. Recimo, Slovenija dejansko diplomatsko zanemarjala Afriko, ki je izjemen politični potencial. Mi smo imeli ambasado samo v Kairu in to je zelo oteževalo tudi gospodarske odnose, pa kar nekaj slovenskih podjetij vidi ta potencial. Ne. Recimo Etiopija to je država 130 milijonov ljudi, je država celo, ki je civilizacijsko zelo pomembna, ker je to edina država, ki ni bila kolonizirana, ki je bila samostojna monarhija in je bila sicer okupirana strani Italije pred drugo svetovno vojno, ampak je držala nek poseben položaj, ima tudi nek poseben, bom rekel, stik z neko tradicijo Mediterana in tako naprej. Skratka, gre za pomembno državo. Temeljno vprašanje zdaj je, ali bodo sledile vse ostale zadeve. Ne? Torej, eno je otvoriti ambasado, drugo je pa dejansko delovanje gospodarske diplomacije na terenu in kot sem rekel, Afrika je izjemen gospodarski potencial in je pomembno, da se tudi Slovenija tam pojavi. Zdaj imamo torej nadaljevanje neke realne politike na področju zunanje politike. Vprašanje je, kdaj bomo tam naredili nek resen pospešek. To je bolj ostanek nekih neuvrščenih. Pa tudi nadaljevanje, bom rekel, kot sem rekel, neke rdeče niti, ki se že desetletja zdaj razvija kot najprej kritika Slovenije, ki je zanemarjala. Skratka, gre za poteze, ki so dolga leta v pripravljanju nekako. In končno se dogajajo ti premiki, ampak malo prepočasi, bi nekako rekel. Kako ocenjujete dejstvo, da je predsednica države, tako kaže na lastno roko, povabila kitajskega predsednika Šija na obisk v Slovenijo, ne da bi vprašala vlado, potem so rekli iz njenega kabineta, da ne potrebujejo tega soglasja. A gre tu za kakšne spore, te notranje politične? Kaj se v bistvu dogaja? Vsekakor. Bistvena zadeva je to, da dva kabineta ne komunicirata med sabo. Pa se ni prvič. Ta kohabitacija je včasih malček težka, še posebej pa je zdaj težka, ker imamo dva amaterja na ključnih položajih. To je glavni problem. Vse so bila včasih tudi malo mogoče kakšni napeti odnosi. Kučan, Drnovšek tudi niso tako, pa potem dejansko tudi, če pogledamo, tudi Drnovšek, ko je postal predsednik, je malo po svoje deloval, pa tudi Tirk Pahor ni bilo najbolj tekoče, recimo, delovanje, ampak tisto so bili izkušeni politiki in se je znalo posledice teh trenj tudi nekako skriti. Tukaj pa vidimo zdaj, da pomanjkanje neke politične tradicije, nekega znanja, državnosti seveda pripelje potem do takih posledic, da imamo torej dva ključna akterja slovenskega političnega prostora, ki se ne pogovarjata in potem pride ven poteza, kot je povabilo kitajskega predsednika, potem seveda trenja zdaj okrog številnih imenovanj, ki bodo pomembna, kjer predsednica predlaga, Državni zbor mora potrditi od guvernerja do ombudsmana in tako dalje. In skratka, to pomanjkanje komunikacije potem seveda pripelje do tega, da se ta trenja in spori razgalijo v javnosti, v medijih, s takimi brezveznimi izgovori, da ni potrebe, da bi bila vlada, bom rekel, informirana o tem, da predsednica države povabi v državo nekoga, ki seveda ima bistveno vlogo v odnosu Evrope do trenutne situacije na svetovni ravni. No, pa recimo, ko odidejo nekateri politiki, vsaj v preteklosti, so šli skupaj z gospodarsko zbornico, z gospodarsko ekipo, smo razumeli, kaj se dogaja. So šli prav pred časom, pa prej v Vietnam, pa zdaj na Kitajsko in smo razumeli, uvoz električnih vozil, kakorkoli. Pri teh obiskih pa jaz ne vem, zdaj, kaj točno, zakaj smo šli v to lepo mošejo, v kateri sem tudi jaz bila, vem, da je prekrasna, ampak dobro, jaz sem bila kot turistka za svoj denar. Zdaj, kaj zdaj delamo tukaj? Kaj bomo imeli od tega? Vprašanje je to, ali sledi kaj zraven. To je del sveta, kjer seveda veliko šteje, če pride kak predsednik. Celo, če bi bivši predsedniki prišli na obisk, bi to tam veliko štelo. Ampak pod pogojem, da cel sistem
oddela svoje, da torej sledijo tudi drugi koraki. Ponavadi recimo, da se zgodi podpis neke pogodbe na nekem čisto tehničnem vprašanju, ali pa znanstvenem. Ali je znanstveni, ali kulturno sodelovanje, ali neka... Ker medicinsko, veste, oni so zelo močni tudi v medicini, ne? Mogoče bi tukaj lahko kakšno... Temeljno vprašanje je to, ali se kaj dogaja, pa samo niso obvestili javnosti, ali pa gre dejansko samo za fototermine in nič več od tega. Ne. To bo tudi recimo v odnosu do Afrike zdaj čas pokazal. Ne. Precej je slovenskih iniciativ, ki vidijo poslovne priložnosti tam. Pomembno pa je, da potem država ne samo z otvoritvijo neke ambasade, ampak z dejanskim delovanjem ambasadorja, z pospeški nekaterih procesov, od viz do drugega, prispeva nekaj k nadaljevanju tega sodelovanja. Ne. No, seveda ta teden smo spet videli, da pravzaprav še nismo končali druge svetovne vojne, ne, še več, še bolj podpihujemo ta nasprotja. Poslanec Lenart Žavbi je takole na prireditvi na Urhu takole spregovoril o tem, kaj se dogaja v politiki, kdo vse sedi v parlamentu in kaj bomo počeli v prihodnje. Neonacisti sedijo tudi v parlamentu. In naslednje leta bodo bitka generacije s skrajno desnico. In kakršnikoli klici po veliki koaliciji z leve so v resnici izdaja lastnih vrednot. In temu bomo mogli v prihodnjem letu in pol odločno reči ne. Slovenke in Slovenci imamo to srečo, ki je marsikateri drug narod nima, da svetnikov nismo imeli v knjigah, ampak smo jih imeli v praksi. Slovenskim svetnikom se reče Titove partizanke in partizani. Krščanski svetniki so junaki nenasilja, komunistični svetniki so junaki nasilja. In vrhovni bog tega nasilja je bil Josip Broz Tito in gospod Žavbi bi le lahko sprejel, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije za leta 2011 čaščenje vrhovnega svetnika ali pa vrhovnega zločinca komunizma prepovedalo. No, seveda je potem sledil še pogovor na komercialni televiziji, je še gospod Premk, ki je tudi poslanec, prav tako zagovarjal Žavbija. Ampak če tole gledamo in poslušamo, jaz dobim občutek, da nekateri v slovenski politiki resnično ne želijo končati druge svetovne vojne. Konec koncev je zdaj tudi v obravnavi en zakon, ki bo, kar je pravilno, prepovedal čaščenje nacizma in fašizma, ampak ne, komunizma pa ne. Mislim, kako da ne moramo mi preseči, tako kot je vsa Evropa, ves zahodni svet je konec koncev obsodil te izme, ki smo jim tudi sami podlegli, ampak mi bi še vedno, kot je rekel Žavbi, bo to zdaj izdaja lastnih interesov, če se bomo povezovali, tako kot pravi Anže Logar, prek teh levega in desnega pola, da to pa ne, da bo to izdaja lastnih vrednot in zdaj kar na lepem dobimo neke nove svetnike, to so partizani, pa kaj se dogaja? No? Tle sploh ne gre za preteklost, ne? Tle gre za aktualne politične boje in gospod Žavbi je skrajnež in slovenska levica je nesposobna na ekonomsko-socialnem področju, na področju upravljanja države, upravljanja državnih sistemov in to je že večkrat pokazala. In to nesposobnost skuša prikriti z seveda radikalnim ideološkim bojem. In najbolj priročno je seveda uporabljati nekaj, kar je za večino prebivalstva še vedno sveto. In to je narodno-osvobodilni boj. Ločitve narodno-osvobodilnega boja in komunistične revolucije, ki se je sočasno zgodila in ki je kolonizirala narodno-osvobodilni boj, pa enostavno ni, zaradi tega, ker ni interesa strani skrajne levice, da bi se ta ločitev dosegla, da bi se torej dejansko gledalo na preteklost ne v funkciji aktualnih političnih bojev, ampak v funkciji, da se razreši nek razkol, ki je v preteklosti razklal dejansko naš narod. Ne? Torej, še enkrat, sploh ne gre za pogled nazaj, gre za pogled naprej. Zavedanje
o nesposobnosti na enem področju se skuša prikriti z igranjem na demagogijo, igranjem na čustva, igranjem na neko tradicijo, ki je v levem delu slovenske populacije zasidrana skozi desetletja. In zavračanje seveda dialoga z drugo stranjo, lepljenje nalepk drugim, da so nasledniki nacistov, je dejansko najbolj nacistično, kar je možno. Torej, gospod Žavbi deluje neonacistično, če vzamemo strukturo pozicioniranja in pogleda na politiko. Gospod Žavbi vidi politiko kot vojno in vidi druge ljudi ne kot nekoga, ki ob vseh razlikah živi v isti skupnosti, ampak kot nekoga, ki ga je treba uničiti, in to je seveda korak do tega, da se pozove k pobijanju ponovno druge strani, kar se je v preteklosti že večkrat dogajalo. Tako da, če kdo ohranja duh nacizma v Sloveniji, so to razni Žavbi in podobni skrajneži. Ampak koga je on mislil, ko je rekel, da nacisti sedijo v parlamentu? Kdo je to? Vsi tisti, ki niso na njihovi strani. To je najprej seveda celotna opozicija in potem vsakdo, ki sploh pomisli, da se je treba o določenih zadevah pogovarjati, da je bistvo parlamentarizma odprt, racionalen dialog za iskanje rešitev v za najširšo korist celotnega ljudstva. To je bistvo parlamentarizma. In zavračanje dialoga, zavračanje spoštovanja drugega kot sogovornika je najbolj nacistično, kar lahko nekdo v političnem prostoru počne. No, ampak recimo ta dialog, če tako rečem, v tem prostoru, ta teden je pravzaprav odprl še eno zanimivo vprašanje. Vprašanje podeljevanja znanstvenih doktoratov pri nas. Namreč poslanec dr. Premk, on je, tako smo izvedeli, doktor zgodovine, in potem je on izjavil v oddaji na komercialni televiziji, takole je rekel: 6 milijonov ljudi ne ve, kje imajo grob, s tem je mislil pobite, ki jih je nacizem pobil, in kdo jih je pošiljal v koncentracijska taborišča, se je vprašal, ti, ki so končali v Breznih. Oni so sodelovali v okviru organizacije SS, je dejal Premk. Seveda je Jože Dežman tako je zahteval sankcije proti njemu in je tudi ugotovil, da je to zgodovinsko zgrešeno. Ampak, glejte, če gremo na to hudo jamo, ker je grozna, tisto, kar so ven prinesli v škatlah, najbolj grozen prizor so te kite žensk, pa otroške kosti, pa kdo, o čem mi govorimo? Podobne zadeve se lahko vidi v Auschwitzu, torej, kar se tega tiče. Še enkrat, tle ne gre za pristen pogled na preteklost, tle sploh ne gre za željo potem, da bi se preteklost razumelo. Gre za zlorabo teh vsebin, ki so boleče ne samo za narod kot celoto, ampak za številne posameznike, številne družine, z obeh strani. Zlorabo teh spominov in te vsebine za današnje politične boje zaradi nesposobnosti, da bi se ustrezno spoprijeli z današnjimi izzivi. Pa gre tudi za netočnost. Popolnoma druga zadeva, ravno zato, ker oni niso bili SS. Ker za njih ni važno. Za njih ni važno, on ni tam nastopal kot zgodovinar, ki bi spoštoval pravila svoje stroke, nastopal je kot politik, ki zlorablja določeno zgodovinsko bolečino našega naroda. In to je problem. Torej, ta zloraba zgodovine za današnji politični boj, in to je nekaj, kar lahko v valovih spremljamo v Sloveniji teh 30 let, kadarkoli se zalomi pri dejanskem upravljanju in vodenju države, se enostavno zbudi ponovno eno in isto vprašanje, in to je zloraba preteklosti za današnje politične boje. To je eno redkih orodij, ki so ostali levici v aktualnem političnem boju v Sloveniji. Ampak to reče človek z doktoratom iz zgodovine. In se ne zmeni za to in zlorablja to pozicijo. Tle gre kot za tiste, zdravnike, ki na televiziji zagovarjajo določena prehranska dopolnila, pa se dobro zavedajo, da dejansko nategujejo javnost. In tle gre tudi za to, da je stroka na zadnjem mestu
pri odločitvi, na kak način nastopati v javnosti. In to je seveda, to je nezrelo, to je neodgovorno, ampak to lahko opazujemo že, se pravim, z občasnimi valovi skozi teh 30 let slovenske tranzicije. No, seveda na tem domačem prizorišču je spet Lojze Peterle pač povedal, da izstopa zdaj, pa resnično izstopa iz Nove Slovenije in se ne strinja s to stranko, se ne počuti več doma v tej stranki. Kako vi to komentirate? Ta razhajanja so seveda vlečejo že dolga leta, ne. Še iz časov, celo ko je bil še evropski poslanec, odnosi z vodstvom stranke, bom rekel, niso bili najbolj ekipni, kar se tega tiče. Dolgo je zorelo mu verjetno ta odločitev, ki ne more biti lahka. Seveda, ko je nekdo toliko let v neki stranki, ko je nekdo dejansko eden od očetov te stranke, je to dejanje zelo, zelo boleče. Jaz sicer mislim, da nekega večjega vpliva na rezultat Nove Slovenije to ne bo imelo, ker je Nova Slovenija nekako fiksna. Ne? Ima zelo zveste volivce, ki sicer ne delajo na širjenju podpore, ne bodo niti sosedu povedali, ga skušali recimo prepričati, so pa teh 50 do 70 tisoč volivcev bili vedno dokaj zvesti. Je pa seveda to velik udarec za, bom rekel, moč stranke v določenih pogovorih, v določenim, čisto ideološkem boju, ker je le ena od ikon stranke izrekla res močno kritiko. No, on je seveda tudi zahteval odstop, pozval predsednika Mateja Tonina in glavnega tajnika Roberta Ilca k odstopu. Zdaj, dejal je pa takole, ne, da so temu botrovale razlike v razumevanju etike, morale, politike in Evrope. Torej, kje je zdaj ta razlika? Kako zdaj vidi Lojze Peterle etiko, moralo in Evropo in kako Nova Slovenija? Jaz mislim sicer, da ekipa mlade generacije, ki vodi Novo Slovenijo, vodi zelo kakovostno vsebinsko politiko. Izjemno so se izkazali kot ministri, torej so zelo operativni. Tudi vsebinsko ne vidim dejansko velikih razhajanj. Mislim, da gre bolj za strateški razkorak. Temeljno vprašanje je, zakaj se vodstvo Nove Slovenije vsakič znova pridruži postavljanju anti-Janša momenta. Ne, ker dejansko to, kar je počela tako prejšnja predsednica kot sedanji predsednik, je lahko razumljivo z nekega taktičnega vidika. Stranka išče svoj pozicijski prostor, ne, ampak pri tem pa sodeluje v bistveni zadevi političnega boja v Sloveniji. Ključno vprašanje vsakega političnega prostora je temeljni okvir, skozi katerega ljudje gledajo politično tekmo. In v Sloveniji je že 15 let temeljni okvir Janša, anti-Janša moment. In dejansko sodelovanje v utrjevanju tega anti-janšizma dejansko škodi celotnemu desnemu prostoru. Ne glede na zapletene, dajmo reči tudi mogoče čustvene odnose male stranke do velikega hegemona, ker podobno je bilo pri odnosu Socialnih demokratov do LDS-a v času gospoda Drnovška, podobne bolečine majhne stranke. Ne? Ampak kljub vsemu, vsakič, ko se stranka pozicionira, okrepi anti-Janša moment in s tem ošibi slovensko opozicijo v celoti in ošibi možnost, da pride do resnega preobrata v Sloveniji. Torej, razumljivi, mogoče taktični razlogi, vendar velike strateške napake. No, Lojze Peterle je tudi seveda se spotaknil ob to izjavo Lenarta Žavbija, ne, da pač tisti, ki poziva k veliki koaliciji, je pač izdaja lastne vrednote, ne. Peterle je rekel, kar vsi vemo, da je za neke cilje treba stopiti skupaj za slovenske interese, ampak zdaj grem k tistemu, kar ste vi na začetku rekli, ko smo komentirali Marto Kos, da pravzaprav se je postavila na stran globalistov tudi v tem odnosu do nevladnih organizacij. No, seveda je ta teden prišla tudi informacija v medije, da je tudi Lenart Žavbi na seznamu voditeljev fundacije Baracka Obame.
zdaj seveda je bila takoj ocena, a ne, da očitno ta fundacija sprejema ljudi s komunističnimi težnjami, ne, tudi Niko Kovač imamo na tej fronti in seveda zdaj res vprašanje teh nevladnih organizacij, ki so financirane iz tujine. Kaj nam zdaj počnejo v tem slovenskem prostoru? Na Madžarskem so jih prepovedali, v Rusiji tudi. To, kar so skozi desetletja počeli v drugih državah vzhodnega bloka, izvajajo politično aktivnost. Torej, kot prva stvar, nevladne organizacije niso civilna družba. Torej, civilna družba je naša medsebojnost. Pravi predstavniki civilne družbe so sindikati, gospodarske zbornice, pravi predstavniki civilne družbe so cerkve in druge ideološko-kulturne organizacije. Torej, vsi tisti mehanizmi, ki urejajo naše medsebojno življenje v prostoru svobode. Imamo civilno družbo in potem imamo državo. Državo kot aparat, ki dela v funkciji civilne družbe. Pri nas pa se je izraz civilna družba enostavno izenačil z nevladnimi organizacijami. Ampak nevladne organizacije, tiste, ki so posebej izpostavljene kot problematične v vseh teh državah, so pa dejansko politični aparati. So aparati za ideološko vojno. In večina teh organizacij je skozi desetletja v različnih vzhodnih državah najprej rušil aktualno oblast v teh državah, pomagal določenim političnim silam, ki so ustrezale predvsem ameriškim demokratom. To je bistven, bom rekel, bazen, ki podpira te nevladne organizacije. Na Balkanu se je recimo precej govorilo o sorošoidih, torej o ljudeh, ki so na plačilni listi raznih skladov pod kontrolo gospoda Soroša in ki v teh državah vodi propagando globalizma, ampak to je, dajmo reči, ta mogoče celo samo fasada, ne, za katero je pa temeljna naloga rušenje točno določenih koalicij, točno določenih voditeljev, zato da se namesto njih postavi kakšne druge. Ne. To smo lahko videli recimo v Makedoniji, kjer je pred nekaj volitev nazaj gospod Grujevski takrat zmagal z VMRO-jem, vendar je prišel klic preko globalističnih kanalov, ameriški demokrati, albanski premier, albanske stranke, ki so koalirale takrat z VMRO-jem, da grejo na globalistično stran in smo dobili režim gospoda Zajeva. Ampak v Sloveniji, ne, zdaj recimo Žavbi reče, da to prehajanje na sredino, povezovanje levih in desnih, to pravzaprav potem, če tako sklepamo, ni v interesu nekih globalistov. Globalisti v bistvu narekujejo ta tekst Žavbijev. Zdaj, ko pravite v Sloveniji, mi smo zdaj samo, bom rekel, v zaostanku za drugimi državami, ker v preteklosti ni bilo te potrebe. Torej, prej ni bilo takšne potrebe, da bi globalisti financirali nevladne organizacije v Sloveniji, ker je Slovenija sama ustrezala, ker je Slovenija sama imela levo hegemonijo, ker je ta, bom rekel, postkomunistična oblast bila še tako močna, da ni potrebovala raznih 8. marcev in drugih organizacij, ki delujejo v tej smeri. Ne. Zdaj se je pa očitno začelo, torej zdaj, že lep čas, že kak 10 do 15 let se je začelo lomiti in lahko opazimo dosti večjo ameriško prisotnost v slovenskem prostoru, tudi na ravni dnevne politike. Tega, kar v preteklosti torej ni bilo treba početi. Ne? Skratka, tudi ko govorimo o Ameriki, eno so seveda odnosi z Ameriko kot voditeljem zahodnega sveta, kot voditeljem euroatlantskega imperija. Ne? Drugo so pa potem detajli. Ne? To, kar je problematično tudi v naši bližini na Zahodnem Balkanu, je delovanje ameriških demokratov skozi različne organizacije, ki jih imajo na voljo. In to je tudi to, kar trenutno opažamo lahko v Sloveniji. In kot ste ugotovili, njim ni v interesu ne samo sodelovanje z drugo stranjo, torej neka normalna politika, ki temelji na ugotovitvi, da ob vseh razlikah moramo živeti skupaj in se moramo pogovarjati. Ne? Njim je, bom rekel, problem že spoštovanje druge strani kot
enakovrednega političnega sogovornika, kot nekoga, ki ima pravico biti zastopan v parlamentu. Torej, pri nas se dogaja zanikanje pravice, da tisti pokvarjeni kreteni, ki volijo takšne in takšne, sploh imajo svoje predstavnike v parlamentu. In to je pa problem, če želimo imeti eno moderno, pluralno družbo, ki v prvi vrsti seveda temelji na spoštovanju drugega kot enakovrednega člana skupnosti. In to je tudi napovedal Žavbi, da v prihodnje bo treba zdaj počistiti Zato pravim, z njimi. Da je ravno razni Žavbi so danes predstavniki nacizma in nacistične tradicije v Sloveniji, ker je temelj ravno to izključevanje drugih in nepriznavanje pravice drugim, da so moderni človek kot del moderne državne in družbene ureditve. Zanikanje pravice torej do enakovrednosti. In to je to, kar počne Žavbi in kar počnejo drugi skrajneži v slovenski politiki. No, če bi sledili denarju, bi takoj videli, kdo plačuje vse to, katera fundacija. In tudi, seveda, zdaj, ta teden se je pojavila spet nova 8. interpelacija, tokrat zoper finančnega ministra Boštjančiča, seveda za nakup stavbe na Litijski, so pa seveda pred časom pravzaprav poročali tudi pred meseci, da je pa Boštjančič prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31.000 evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki. Takrat je dejal, da je šlo za neko izobraževanje pilotov. To se pravi, tudi tu je na obeh poljih slovenskih vsi nekaj šušmarijo, mišmašijo s tem denarjem, nakazujejo, prenakazujejo, dobivajo iz tujine. Kako pomembno bi bilo res pregledati, od kod prihaja in kam gre denar v in iz Slovenije? Zagotovo, so tudi narejeni bili številni koraki v to smer neke večje transparentnosti. Mislim, da je recimo Erar aplikacija, ki omogoča nadzor nad vsakim evrom, ki je oddan prek javnega naročila, največji prispevek transparentnosti v Sloveniji in nadoknadi vse neumnosti, ki jih počnejo in KPK in kakšne druge institucije, ki bi morale resno upravljati svojo nalogo, pa upravljajo v glavnem neke PR-ovske akcije. Tle gre še za dodaten problem. Finančni minister v vsaki državi, ni samo del vlade, ki skrbi za svoj resor, ampak je tudi bistven obraz države na mednarodnem finančnem trgu. In tam gre pa za resne zadeve. Torej boniteta, odnos mednarodnih finančnih trgov do neke države, zaupanje v neko državo se štejejo v milijonih obresti, ki jih države plačujejo lahko. In to pa je pomembna zadeva za Slovenijo. In tudi zaradi tega se je vsaj v časih neke resne politike vedno poskrbelo, da je bil že vtis brezmadežnosti pomemben. Jaz razumem, da kot vsak poslovnež slovenskega, sploh paradržavnega tipa, je gospod Boštjančič v preteklosti deloval z davčnimi oazami, zaradi tega, da se je izogibal plačevanju davkov v Sloveniji. In kot nekdo, ki je opravljal takšno in drugačno funkcijo v paradržavnem gospodarstvu, je to bil ene sorte problem. Ko se pa izkaže, da je to počel minister, je to v trenutku diskvalifikacija za tak položaj. Kaj šele, da se govori recimo o njemu kot potencialnem nasledniku na mestu predsednika vlade. Pa ministru za IT, za digitalno preobrazbo. To je velik problem in vprašanje tudi slovenskih mainstream medijev, zakaj se tega ne lotijo, vprašanje odnosa med vlado in parlamentom, zakaj se take zadeve ne razčistijo na določenih organih, recimo parlamenta kot ključnega nosilca suverenosti oblasti v državi, ker javnost, torej ljudstvo podeli svojo suverenost prek parlamenta celotni oblasti. In to so stvari, ki bi jih bilo pomembno razčistiti, ne samo glede Boštjančiča, ampak tudi kakih drugih akterjev. To se pravi, zdaj bo ta interpelacija in spet bomo samo poslušali. Seveda, in vprašanje je, koliko se bo to prijelo sploh v slovenski javnosti. Potem je pa tle še drugi moment.
Kar se tiče afere Litijska, je bilo ogromno tudi nekih manipulacij z vprašanjami cenitve in tako dol. Ampak to, kar pa je nesporno dejstvo, je, da je Računsko sodišče ugotovilo, da edina stvar, za katero lahko trdijo, da je bila nezakonita, je bila ravno poteza ministra za finance. On se zdaj lahko brani, ja, če bi oni imeli svoj denar, pol itak se ne bi sploh govorilo o meni, ker bi oni to sami kupili. Ja, ma ga niso imeli. Dobili so ga tako, da ga je minister, pa ne samo on, ampak glavna krivda v končni fazi tukaj leži zdaj na kandidatki za guvernerko celo. Če spodleti gospodu Ropu v državnem zboru pri pridobivanju 46 glasov, je tukaj kandidatka za guvernerko, ki jo minister forsira, ki je ključna bila pri nezakonitem dejanju, pri nezakonitem razporejanju sredstev v proračunu. Praktično na Silvestrovo. In to pomeni, da je absolutno utemeljena podlaga za interpelacijo, ker interpelacija se uporablja kot orodje ravno v tistih primerih, ko opozicija ugotovi, da nek minister krši zakon. Tukaj pa je to ugotovilo Računsko sodišče, torej tista institucija, ki igra eno ključnih vlog za zagotavljanje transparentnosti in poštenosti vladanja v državi. In res je, da v preteklosti so zelo pogosto te institucije, kot so Računsko sodišče in KPK, bile zlorabljene, da so nosilci vodilni v teh institucijah delovali politično, zlorabili svoj položaj in da določene njihove izjave se potem v realnih dokumentih, kjer so argumentacije, niso bile dokazane. In tudi zaradi tega imajo te institucije mogoče nekako manjši ugled v Sloveniji. Ampak v vsakem primeru, od ekipe, ki je v volilni kampanji tako vehementno zagotavljala, da oni pa že ne bodo ignorirali ugotovitev bistvenih institucij, kot so Računsko sodišče in KPK, pa dobimo zdaj dejansko popolno ignorantstvo. Ne samo v tem primeru, tudi v primeru kulturnega ministrstva in številnih drugih, kjer institucije ugotavljajo kršitve zakona, vlada se pa obnaša, kot da ni nič. Celo zanika to, kar konkretno piše v ugotovitvah teh institucij. No, zdaj, ta teden smo izvedeli tudi, da bo okoli 20. novembra, če se ne motim, gospa Nika Kovač predavala vodstvenim delavcem v zdravstvu. Ja, uvodno predavanje Odpornost javnega zdravstva, zakaj moramo braniti skupno dobro. Tu se pač predstavlja kot direktorica inštituta 8. marec. Torej, kaj si lahko mislimo o tem? Zdaj, če bi bili, optimisti, bi verjeli, da je namen mogoče seznaniti dejansko medicinsko ekipo z nekimi relevantnimi informacijami. Recimo, kako razmišljajo nove generacije, kakšne so vrednote, torej seznanitev z nekim stanjem v populaciji, ki lahko prispeva, k nečemu pametnemu. Glede na naslov in glede na dosedaj videno, pa mislim, da bo to predvsem ideološka propaganda. In da gre dejansko, pa mislim, da sploh ni toliko važno financiranje, honorariji, ker so financerji številni drugi, tako da mislim, da te organizacije nimajo takih problemov s financiranjem, da bi bil problem tukaj zdaj en honorar. Ampak gre dejansko za enostavno uporabo nevladnih organizacij za ideološko propagando in s tem torej za sodelovanje v političnem boju. Tukaj gre enostavno za agendo, ki jo recimo tudi Glas ljudstva forsira. Torej gre za en skrajno ideološki pogled na reševanje zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki temelji na pogledu podobnemu Kubi ali Severni Koreji, torej ki ne razume javno kot našo medsebojnost, ki ne razume, da javno zdravstvo, javno šolstvo pomeni dogovorjena vsebina. Vsebina pa so programi, pravice, pogoji regulacije, pogoji nadzora in tako naprej. Sama izvedba pa je potem lahko pluralno urejena. Lahko je državna, lahko je zasebna koncesionirana, lahko je v vzajemni organizaciji. Skratka, gre pa za propagiranje monopola državne ureditve. Zakaj? Ker so pa spet seveda tukaj odzadaj interesi. Zato, ker ko pa je monopol državne ureditve, potem imajo oblast določene ekipe, ki živijo spet od svojih položajev, ne od vsebine, znanja. Ampak pridemo do tega,
da je položaj edino orodje moči, ki ga ima določena struktura slovenske skupnosti. To se pravi, lahko zdaj to razumemo, da Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, pa direktorica, ki je povabila Niko Kovač, ti direktori imajo ta interes, da ostaja. Vprašanje, ali imajo oni, ali povabili so jo, ta interes, ali so podlegli na svetu, na vodilu nekoga. Ne? Včasih se zgodijo tudi kakšne zadeve res slučajno, nenamensko. Mogoče so samo hoteli, dajmo najti nekoga iz te vsebine, čisto da imamo kljukico, da smo poslušali civilno družbo, ker zdaj je moderno, da civilna družba vpliva na državno politiko, ampak še enkrat, to ni civilna družba. To so politične organizacije. In financerji iz tujine. Civilna družba bi bilo, da na takih, da recimo izkušnjo uporabnikov javnega zdravstva, imamo mi društva, nevladne organizacije z tega področja, to so društva različnih, recimo bolnikov, ali generalno, ali po specifičnih vsebinah, ne? In to so pomembni sogovorniki. Še enkrat, če pa je bil namen in zelo jasna naloga, kako danes delujejo nove generacije, kako deluje komuniciranje z določenimi segmenti javnosti in tako dalje, potem bi to bila ustrezna vsebina. Ne? Ampak tukaj že naslov kaže na zelo velik ideološki podton te zgodbe in glede na izkušnje lahko mislimo, da bo to podobno, kot če bi gospod Jenull recimo predaval na takem dogodku. Ne? Kdo ve, ali to plačuje tudi kakšna fundacija iz tujine? To bi bilo tudi zanimivo vedeti. No, seveda smo slišali tudi ocene, domnevne ocene, da ljubljanska Drama posluje nezakonito, da predstave v teh novih prostorih igrajo na črno, da ti novi prostori skladiščni nimajo pravzaprav uporabnega dovoljenja za izvajanje gledališke dejavnosti in potem vsakič prijavijo to na policijo kot nek dogodek. Ne. Tisto, kar je zanimivo pri tem, je, da tega mediji, tako kot ste rekli, ne zagrabijo. Ne. Mediji so seveda zdaj odvisni od gospe Aste Vrečko s to novo medijsko zakonodajo in mogoče pogledajo stran, rečejo, veš kaj, pustimo rajš to primer, da se ne bomo zamerili. Kako vi gledate? Točno tako. Torej, točno kot spet del političnega boja. Ne? Vse več je zgodb, ki kažejo na netransparentno in potencialno koruptivno vodenje Ministrstva za kulturo strani Levice, ki je najbolj glasna, kar se tega tiče. In še enkrat, spet je ministrica, ki je dobila zelo jasno ugotovitev Računskega sodišča. To in to je bilo nezakonito. Ne? Branila se je s tem, da ni res, da piše nekaj drugega noter. Ne? A piše zelo jasno. Ja, ampak nismo dobili navodil, da kaj spremenimo. In je predsednica Računskega sodišča jasno postavila, kakšna navodila še rabite. Če nekje napišemo, da je nezakonito, a ni samoumevno, da je treba delati drugače, tako kot zakon določa. Ne? Skratka, tudi pri vodenju seveda kulturnega ministrstva je precej težav in gre za nek moment, ki se izkaže, da ko skrajna levica prevzame ta resor, pride veliko nekih interesnih skupin. Torej tudi v kulturi so ljudje, ki ne živijo toliko dejansko od svojih izdelkov, ampak od položajev. In od statusov, ki jim jih podelijo na takšen ali drugačen način. In pravilno je, da država vlaga velika sredstva v kulturo, vendar mislim, da bi namesto servisiranja določenih interesnih skupin ta denar moral biti usmerjen v gradnjo slovenske kulturne identitete, kulturne omike, da bi skratka moral biti uporabljen za to, kar je treba, za zelo pomembno dimenzijo našega sobivanja. Ne pa globalistično. Ne. Ampak dobro, za konec poglejmo še, spomnimo se, kaj je gospod predsednik vlade Golob povedal v OZN glede superračunalnika, kaj se nam obeta, mogoče malce za konec, da se spomnimo, kako je to bilo. Slovenia, in the wake of the devastation of last year, will building a super advanced digital ecosystem which will link the satellite observation data with supercomputing power and artificial intelligence in order to predict how and where the water is going to show up.
No, zdaj, en mesec in pol kasneje smo ugotovili, da tega ni, ne bo. Mogoče bomo udeleženi pri nekem računalniku v Bologni z nekim majhnim številom podatkov, nikakor ne v Mariboru, torej spet so predsednika prehitele besede, ne. Ampak to je sam povedal, da on je pač takšen, da ga je treba razumeti, ne? Da on nekaj butne, kar mu pade na pamet in potem pač tudi naslednji dan se lahko premisli ali pa ugotovi, da je popolnoma drugačen. In še enkrat, dokler je to Robert Golob, civilni državljan, je to ena zadeva, ne? Ko pa predsednik vlade na svetovni sceni govori kaj takega, seveda interesenti iz celega sveta pogledajo, kaj pa to pomeni. In pol, ko ugotovijo, da je to blef, to seveda zelo negativno za ugled naše države v krogih, ki so pomembni, v torej znanstvenih, tehnoloških, gospodarskih in tako naprej krogih. Skratka, še en primer, ki kaže karakterno neprimernost gospoda Goloba za vodenje države. No, zaključno vprašanje. Prejšnji teden smo bili deležni nekih ocen, kdaj naj bi bile zdaj te predčasne volitve, če sploh. Janez Janša je napovedal predčasne volitve, Anže Logar malce kasneje. Milan Kučan je pa rekel, da jih ne bo. Kaj pa vi mislite? Jaz mislim, v tem trenutku ni nobenega znaka, da bi bile predčasne volitve. Sploh zdaj smo celo v momentu, ko če bi se kaj hitrega zgodilo v povezavi z gospodom Golobom, to pomeni, da bi bila res vložena obtožnica strani tožilstva, ne samo ovadba strani policije, kar je sicer že pomemben mejnik nekako, ne, da bi se verjetno zgodil v Seglih kak preobrat, pa nekdo drugi, ki bi peljal mandat do konca, ne. Skratka, mislim, da so še vedno predčasne volitve zadnja opcija. Vse to se pa lahko čez noč spremeni, ne. Torej, še enkrat, danes ni nobenih znakov, da bi obstajala opcija predčasnih volitev, ne. Doktor Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. To je bil Odmev tedna. Nasvidenje.